Vesel sem, da smo uspeli narediti dobro delo. Srečen sem za ekipo, ki je za mano, ki me podpira ves ta čas. V bistvu to zmaga naša skupna. Občutki so nepopisni, občutki sreče, občutki nagrade našega dela. Tako da najlepša hvala vsem volivcem in volivkam, da so se danes kljub temu deževni nedelji vzeli čas in nas počastili, tako da so obkrožili glas zame kot njihovega bodočega župana, oziroma zdaj že župana mestne občine Krško. Po mojem so ljudje se naveličali, da je četrta, če tako rečem, volilna nedelja, slabo vreme in niso videli interes, da bi se odločili za danes volitve. Kot sem že rekel, jutri bom kaj predati kri krvodajalsko akcijo v našo Leskovško osnovno šolo, potem pa sestanek z temi najožjimi mojimi sodelavci, ki so mi pomagali graditi to zgodbo in Najprej se zahvalim volivkam in volivcem, da so pač mi zaupali toliko glasov še več kot v prvem krogu. Čestitam Jankotu, sem mu čestitil že noter tudi, tako da pač
Krčanke in Krčani so pokazali, koga želijo imeti za župana in jaz pri tem nimam kaj. To, tako kot sem že govoril, tudi zjutraj, ko sem dal izjavo, sem rekel, štartamo iz nič in kaj bo, bo. Volilna udeležba, mogoče malce komentirati. Ja, volilno udeležbo sem pač zjutraj rekel vam, da bo sigurno manjša, kot je zdaj bila. Mislim, da bo manjša kot v prvem krogu, tako da se tudi malo pozna to deževno vreme in to vse skupaj. Mogoče, kako sodelovali boste, ne? Sodelovali boste s trenutnim s novim županom. Kako vidite to sodelovanje? Ja, sodelovali bomo, lejte, samo on more nas poklicati, ne bomo mi šli do njega. Mi nismo med prvim pa drugim krogom se z nobenim pogovarjali, razen z gospodarstveniki, in ki so nam namenili tudi podporo, z drugim strankam ne. To, kar so govorili skozi, da smo se z SLS-om dobivali po dvakrat na dan, to so bile same laži. Tako da na njih je zdaj kocka. Če bojo poklicali, bomo se mogoče lahko zmenili. Če ne bojo poklicali, ne bomo mi rinili k njim. Hvala. Prosim. Ne. Kje je zdaj še? Najprej bi se zahvalil vsem občankam in občanom, da so zaupali vodenje mestne občine Krško v tem mandatu meni, Janezu Kerinu, in iskrena hvala. Obljubim, da jih ne bom razočaral oziroma da bom naredil vse, kar je v moji moči oziroma moči župana, da bomo to občino popeljali v dobre čase in da bo dobrobit za vse občanke in občane. Vesel sem, presrečen sem, v končni fazi sem ne najdem pravih besed izrazil, kako moji občutki po naporni kampanji, ki mi je bila pa sicer tudi prijetna, družil sem se z ljudmi, da mi je uspelo nekaj, kar isto pred letom pa pol nihče od nas pričakoval. Zahvaljujem se tudi svoji ekipi, ki je ta leto in pol dejansko garala, delala za to, da smo danes tukaj, da se lahko veselimo in da so ljudje, naši občanke in občani sprejeli tako modri odločitev in da so želeli mene za župana mestne občine Krško. To pripisujem, da je bila to že četrta v bistvu volilna udeležba. Ljudje so pač nasičeni odhod na volitve, čeprav je to tudi vplivalo na tako udeležbo. Tako da ne vidim drugega razloga, zakaj ne bi prišli danes na višjo raven tega obremenjenosti pa slabo vreme. Vsebinska naloga bo najprej to, da se sedim z ljudmi, ki smo največ skupaj delali, ki smo sestavili skupaj program. Pričakujem pa tudi posamezne telefonske klice od ostalih strank, političnih strank, tudi neodvisnih kandidata, ki so se uvrstili v občinski svet, da bomo nekako začeli se pogovarjati in delati dobro za naše občanke in občane. Sodelovanje odprto z vsemi, ki imajo sorodne programske vsebine. Jaz tukaj ne vidim nobenih težav in nisem človek zamere. Skratka, delali bomo za dobrobit občank in občanov. Še enkrat potrjujem, v končni fazi se jutri začne nova borba za naslednji mandat, tako da ne vidim nobenih težav. Glede, ene so željo, ena je pa realna. Želim si tiste, ki bodo delali dobro za naše občanke. To je res čisto. O tem bom odločil, jaz sem na pot, o tem bom odločil v prihodnjem tednu. Politična ekipa ima pa že izbrano? Imam izbrano ime in priimek tiste, ki najbolj zanima funkcijo direktorice občinske uprave, ampak v tej osebi moram tudi se z njo usesti, da na dogovor, da se sestanemo in da dorečemo in potem bo šlo to ime. Kot župan je pa koliko sem seznanjen, sem nov na političnem parketu, grejo z vrst tistih strank, ki bodo v koaliciji nekako, če tako rečemo, ki bodo najbolj sodelovali, ki bodo najbolj programsko, vsebinsko, da bomo lahko delali. Najprej se zahvalim volivkam in volivcem, da so pač mi zaupali toliko glasov še več kot v prvem krogu. Čestitam Jankotu, sem mu čestitil že noter tudi, tako da pač Krčanke in Krčani so pokazali, koga želijo imeti za župana in jaz pri tem nimam kaj. To, tako kot sem že govoril, tudi zjutraj, ko sem dal izjavo, sem rekel, štartamo iz nič in kaj bo, bo. Na udeležbo sem pač zjutraj rekel vam, da bo sigurno manjša, kot je zdaj bila. Mislim, da bo manjša kot v prvem krogu, tako da se tudi malo pozna to deževno vreme in to vse skupaj. Ja, sodelovali bomo, lejte, samo on more nas poklicati, ne bomo mi šli do njega. Mi nismo med prvim pa drugim krogom se z nobenim pogovarjali, razen z gospodarstveniki,
in ki so nam namenili tudi podporo z drugim strankam. Ne, to, kar so govorili skozi, da smo se z SLS-om dobivali po 2-krat na dan, to so bile same laži. Tako da na njih je zdaj kocka. Če bojo poklicali, bomo se mogoče lahko zmenili. Če ne bojo poklicali, ne bomo mi rinili k njim. Ja, nič kaj ne rečem. Očitno so se občani odločili za spremembe, tako da jaz bi čestital novoizvoljenem županu, mu želel veliko dobrega dela, da se vsi projekti, ki jih je podal v programu, uresničijo in da bomo v občinskem svetu tudi dobro sodelovali, tudi z ostalim strankam. Jaz bom rekla sem tako, vesela sem predvsem to, da pretehta tista iskrenost, ne vem, poznam ljudi iz drugega štaba, poznam osebe iz tega štaba, ampak nekako sem se tukaj našla in se mi zdi, da Janez, ko ga domačini kličejo Janko, da bo dejansko uresničil tisto, kar je napovedal, no? Tako da sem res srečna in vesela ter privoščim zmago. Mislim, da bo se to kar znalo zavleči, no? Drugače pa v vsakem primeru so vsi za enega, eden za vse, saj v štabu Janeza Karina, torej kandidata mestne občine Krško, vsi so veseli, vsi mu privoščijo, vsi so bili kot eno, bili so zelo dobro organizirani, predvsem pa v čem je tista razlika med ostalimi, se mi zdi, da so bili celo volilno kampanjo so nekako delovali kulturno in sem vesela, res sem vesela, da tale zmaga. Mi smo predlagali župana kot kandidata za župana mestne občine Krško. Delali smo vztrajno 8 mesecev za njega, tako da smo danes dobili novega župana, kar mu iskreno čestitam. Rezultat je bil zelo tesen, ampak pričakovali smo nekaj takega rezultata, tako da upam, da smo zasluženo zmagali. Pričakujem pa obilo sprememb tako na občini Krško, kot tudi v občini kot taki, da bomo naredili en korak naprej. Sodelavka predvsem in pa prijateljica in zasluži si je zmago in vem, da bo dober župan, ker je pošten, marljiv in delaven in verjamem, da bo načelen, tako kot je bil v službi, tako bo tudi to delo nadaljeval. Eno sliko bi naredili, Peter še videl. A ja, on bo razrezal. Še kako izjavo pobrala? Rezultat je odličen. Zadovoljni smo, plod trdega dela, velike ekipe, veliko angažmaja, aktivacija zelo veliko ljudi, zelo različnih profilov, vsak je nekaj prinesel v ta mozaik. Res pika na i je pa Janez, ki pa je definitivno zelo dober kandidat in smo bili v društvu počaščeni, da nas je zaprosil, da smo njegov zastopnik in to smo naredili, ga podprli in rezultati so tukaj. Janez je iskren,
neposreden, študiozen, prebere stvari, nikoli ne igra na prvo žogo, vse premisli. In v tej kampanji je bil on tisti, ki je umirjal žogico, ki je rekel, dajmo se umiriti, dajmo pogledati malo naprej. In zato mislim, da smo imeli tudi zelo lepo, umirjeno kampanjo, brez umazanih stvari, kar nam pa daje zelo dobro popotnico za sodelovanje za naprej, ker lahko se pogovarjamo z vsemi, ker nismo nič grdega naredili, blatili. Tako da je Janez tisti, ki zna umirjati stvari. No. In zato tudi mislim, da je pravi župan. Pred 2 leti smo se dobili ena majhna skupina ljudi, ki smo začeli razmišljati, kaj bi lahko v občini naredili bolje. Ustanovili smo društvo Modra smer, začeli smo z nekimi kampanjami, kjer smo poskušali aktivirati ljudi, da so se aktivno vključevali, dajati pobude, predloge. Počasi se nam je počasi je k nam prišlo več ljudi, z vsakim srečanjem nas je bilo več in tako smo potem začeli tudi malo delati program, sestavili smo v bistvu, analizirali smo zapisnike svetov krajevnih skupnosti, zapisnike občinskih svetov, da smo videli, kaj se je v zadnjih 4 letih dogajalo, kje so bile pobude, kaj se da spremeniti, naredili osnutek programa, potem smo pošiljali našim članom, tako da naš program je nastal od spodaj navzgor. Janez je bil naš član in bil tukaj prisoten skozi in to je tudi njegov program. Umirjenje, zelo. Ja. V bistvu je skus takšen.